Slovenija je v Evropski uniji že 10 let. Evropa, moja dežela. V Evropski uniji živi 20,7 milijona ljudi, ki niso državljani članic Evropske unije. Za prihod v Evropo se odločijo predvsem zaradi boljših življenjskih pogojev in dela. Veliko pa je tudi takih, ki svojo matično državo zapustijo, ker je ogroženo njihovo življenje. Bilka Handanagić, državljanka Bosne in Hercegovine, je v Slovenijo prišla zaradi izobrazbe. Da pridem tle v Slovenijo, sem se odločila zaradi tega, ker je Ljubljana meni bližja kot Sarajevo, ker prihajam iz severozahodne Bosne, točno iz Cazina. V Ljubljani cel čas je delal moj oče, skoraj 25 let. Pa en od razlogov je tudi, ker je tle bom dobila evropsko znanje, pa je ljubljanska fakulteta bolj priznana. Da bi se preselila iz ene države, ki ni članica Evropske unije, v državo, katera je članica Evropske unije, je ena velika izkušnja. Urejanje zadev za pridobiti dovoljenje za prebivanje v Sloveniji vzima res veliko časa. Te zadeve trajajo precej do 4 meseca. Lahko rečem, da sem v tiste 2 leti časa dobila še eno življenjsko fakulteto, katera mi bo služila, pa za 3 leta bom drugo dobila, tako da. Povedano po domače, oziroma po srbo-hrvaščini, v svakom žitu ima kukolja, tako da, ne vem, jaz pa sem res vesela, ker sem tle spoznala ene, recimo, ljudje in se veselim, da grem na faks in da se z njim da z njimi lahko po faksu grem nekam, pa veliko ljudi tle sem spoznala in mislim, jaz gledam samo na tiste pozitivne. Jaz trenutno sem dobila zaradi očeta stalno prebivališče v Sloveniji, tako da to je en vid državljanstva. Ena od možnosti je, da ostanem v Sloveniji, ampak jaz gledam svojo domovino Bosno kot eno državo, v katero lahko bi jaz tudi delala. Tam sem se recimo počutila najbolj varno. 200 možnosti, mislim, ali bom ostala tle, ali bom živela v Bosni spet. Drugje pa ne želim iti. Recimo, izobražen človek je viza ene države za svetlo in lepo prihodnost. Evropska unija bi trebala, da deluje na tistem, da eni drugima pomagamo, ne da ene izčrpamo, da bi drugi živeli. Evropa, moja dežela.